En lep jesenski pozdrav, knjigoljubke in knjigoljubci. Dobrodošli na virtualnem knjižnem sejmu. Moje ime je Maša Jelušič, z menoj pa je Marjan Ogorevec. Pozdravljen, Marjan. Lep pozdrav tudi z moje strani. Sem navdušen, ko držim v roki mojo 13. knjigo kot otrok je. Torej, vsaka knjiga je kot moj otrok. Ja, danes bomo govorili o tvoji novi knjigi Popolna združitev. Zlit je v tantričnem odnosu in poskušal boš razložiti, kako preko tantričnega pristopa k spolnosti izboljšati partnerski odnos. Preden pa se poglobiva v to, naj te samo še na kratko predstavim. Marjan je avtor več knjig, prevedenih v več jezikov, je terapevt, bioterapevt, predavatelj. Vse skupaj se je začelo, ko je postal nacionalni trener za atletske mete, treniral je med drugim tudi Primoža Kozmusa. To pa je bil nekakšen uvod v alternativno zdravljenje, v holistično zdravljenje, reiki, radiostezija, karmična diagnostika, Sodobna bioterapija, skratka, ni da ni, tako je. Med šamani v Sibiriji. Tako vodiš tudi ljudi v tele skrite kotičke sveta, si tudi kolumnist, zdaj pa smo te spoznali še kot poznavalca tantre, oziroma ti lahko rečem recimo učitelj tantre, tantrični učitelj. Torej sam sebe ne bi poimenoval tantrični učitelj, torej sem dober poznavalec tantre, torej imam izkušnje, preučeval sem tantro in poskušal potegniti neko vzporednico med tantro in jogo, o čemer bom pozneje povedal več, in tudi razliko med sodobno neotantro, ki je prišla 1920. Na zahod, in staro Sadašiva tantro, torej izvirno tantro, ki je stara 7000 let. Ja, mogoče preden se dejansko res poglobiva v tantro, da bi najprej nekaj povedala o osnovi za tantro, in to je odnos. Odnos do partnerja, odnos do človeka, odnos do samega sebe. Kaj je to odnos? Ja, torej, največje zmote, ki jih imajo ljudje, ko slišijo ime tantra, da je tantra samo spolnost. V resnici je tantra odnos, filozofija in odnos. In če pogledamo v naši družbi, torej sam kot terapeut, 30 let sem delal kot terapeut, imam izkušnje, da ljudje imajo največ težav v življenju z odnosi. Odnosi vseh vrst. Torej najprej odnos do samega sebe, odnos do absolutnega božanskega, odnos do družine, do družbe, do službe. Skratka, odnosi so tisti, za katere bi lahko rekli, da najbolj vplivajo na naše dobro počutje, na naše zdravje in seveda na srečo, ki jo začutimo. In dober odnos lahko tudi pri ljudeh, ki nimajo veliko za preživetje, ki komaj preživijo iz meseca v mesec, lahko povzroči, da se počutijo srečno, zelo dobro. Lepo povedano. Zdaj pa kar skočiva na ta pravo temo, se pravi na tantro. Morda bi povedal, kaj je tantra, oziroma kot si že sam rekel, neotantra, kaj ni tantra? Torej, tantra ni nekaj, pa bom povedal primerjavo z jogo. Torej, joga kot sistem, kot filozofija poskuša torej, s svojimi orodji, z vadbo, pogosto z asketizmom, pogosto z odrekanjem disciplino, pripelje ljudi do tega, da nekega dne spoznajo torej, stanje joge, ali je to združitev z božanskim znotraj sebe ali pa nekje izven sebe, torej gre za popolnoma isto zadevo, torej spoznajo to skozi dolgoletni trening. Včasih morajo nekateri vaditi celo življenje, pa še ne dosežejo tega stanja, torej to je joga. In joga je primerna za tiste ljudi, ki imajo radi disciplino, ki se radi odrekajo, bi rekel, posvetnem življenju, ki resno vadijo. Lahko jo tudi izvajajo sami, ne potrebujejo partnerja, recimo za jogo. Torej, jogo lahko izvajamo sami, ne? To je bistveno poudariti. Torej, posameznik gre skozi proces joge in doseže stanje ali razsvetlitve ali spoja z božanskim, vseeno kako to imenujemo. Podobno je tudi pri religiji. Torej, religija ravno tako, oziroma verski sistem, ravno tako skozi
prakticiranje, torej aktivno prakticiranje življenja vere skozi procese, skozi katere grejo, rituale, maše, kakorkoli to mi imenujemo, nekega dne ti ljudje verjamejo, da bodo počasi prišli do božanskega ali do Boga, kakorkoli kdo to imenuje, in so ravno tako dosegli ta cilj. Z druge strani je pa tantra, torej govorim o izvirni tantri, je pa povsem na glavo obrnjen filozofski sistem, ki pa pravi, da ne posameznik, ampak par ali pa več ljudi, ampak zadržali se bomo na paru, torej par je tisti, ki se da na nek način za orodje, ne najdemo boljše besede, za orodje absolutnemu božanskemu, čisti zavesti, da se lahko izrazi preko dvojice, torej v materialnem svetu, preko ekstaze, torej doživljanje ekstaze, doživljanje teh fantastičnih občutkov blaženosti, bi lahko rekli. Ne? In to preko spolnosti. To je preko spolnosti, namreč spolnost je samo en del Sadašive tantre ali pa izvirne tantre. Najprej moramo zadovoljiti neke pogoje. Eden od pogojev je, da imamo že izkušnjo absolutnega čiste zavesti ali pa meditativnega stanja, torej, ki ga dobimo, torej, do tega pridemo skozi jogijsko prakso ali pa neko drugo prakso, ki jo, torej, lahko je to tudi tai chi ali qigong, meditacija in, torej, ali pa še kakšen drug sistem, pridemo v to stanje, da imamo spoznanje čiste zavesti, kajti če želim prevajati preko sebe čisto zavest ali božansko, potem moram imeti izkušnjo tega. Vseeno je, na kak način jo dosežem. In torej, potem drugi pogoj je, da ker gre za dve osebi, torej izvirna tantra ne govori, da to morata biti moški in ženska, lahko sta tudi istospolni par. To se pravi, tudi istospolni partnerji imajo možnost doseči to v tantri. Imajo možnost to doseči, torej govori o tem, da je pogoj popolno brezpogojno sprejemanje z ljubeznijo. To je v resnici prava ljubezen. Prava ljubezen je, sprejemam te brezpogojno, točno takšnega, kot si, in te sprejemam tudi, če nisi samo z mano, te sprejemam tudi, če imaš nekaj v sebi, v svojem karakterju, v svojem odzivanju na svet, kar se morda meni ne dopade, ampak te sprejemam takega, torej v ljubezni. Kaj pa naslednji pogoj, recimo, kaj pa starost? Kdaj je dovolj zgodaj oziroma kdaj je že prepozno? O starosti se pravzaprav ne govori, ampak torej, starost navzgor ni omejena, bi jaz rekel, ne, torej lahko do smrti, ampak v mladosti pa seveda je težko govoriti, da bomo sedaj nekoga, ki hodi v osnovno šolo, torej lahko pa začne z tehnikami meditacije, recimo. Seveda začne s pripravo, vendar ne s ciljem, da se bo podal v tantro, ampak ja. In torej pogoj za tantro je popolno sprejemanje, popolno zlitje, popolna združljivost in s časoma dva, ki sta, pa rečemo jima tantrika ali ljubimca, s časoma se zgubi ego posameznika in se združita v nek skupni ego, skupni zavest, kar ni možno, torej pri jogi in pri prakticiranju vere, se največkrat z razvojem krepi ego in prihajamo v tako imenovani duhovni ego, ki je lahko še močnejši. In zaradi tega se tukaj, ko v paru prakticirata tantro, je večja možnost, da zgubita ego, če eden drugega sprejemata. No, v knjigi si izmislil en par, Edota in Meto, in ta par v bistvu preko tega, zgodba je dosti erotična, on je v bistvu nekako jo vodi, Meto, skozi to učenje tantre. Knjiga je napisana tako, da imamo najprej lekcijo, Edo Meto pouči tudi dihanje, meditacija, energije, vse razloži o tantri, na to sledi praktičen prenos znanja, na to pa Meta pove svojo izkušnjo, žensko izkušnjo, vidimo žensko doživljanje in na to je opis same vaje. Kljub temu, da je knjiga zelo
tehnično dobro napisana in tudi vse je zelo lepo opisano. A je knjiga dovolj? Je sama knjiga dovolj, da mi recimo s partnerjem se podamo na to pot ali potrebujemo učitelja? Ne, torej namen te knjige ni, da bi bil praktični priročnik. Za nekatere torej nekateri ljudje, torej nismo vsi na isti ravni zavesti in nekateri so na tako visoki ravni zavesti, imajo toliko prakse z jogijskimi tehnikami, meditacijskimi, da se lahko podajo tudi sami v to. O tem obstaja druge literature več, eden od teh je Mantak Chia, ki se s tem bolj poglobljeno ukvarja, bolj na praktičen način. Tako da tisti, ki se podajo na to pot, torej moj namen je bil zbuditi pri ljudeh zanimanje, demistificirati tantro, torej zaradi tega, ker je že sama tantra, o tantri, ko ljudje slišijo, misli, to je spolnost in tudi namen oziroma tisto, kar potegne večino ljudi k vadbi sodobne tantre, ki ponujajo na vseh koncih imate sodobno tantro, ki jo ponujajo, je predvsem pri moških, da postanejo boljši ljubimci, da postanejo vzdržni v seksu in torej razvijajo večjo moč, kar je res, ne? Vendar to ni tantra. Tantra je združitev v srcu, združitev v ljubezni, spoj, izginotje egota, to je tantra, ne? In to je pomembno poudariti, zaradi tega tisti tudi, ki se morda že ukvarjajo s tantro, ko bodo to knjigo prebrali, bojo našli morda tisto nekaj manjkajoče, kar bodo samo dodali svojim izkušnjam in potem bo to postala torej tantra. Ta dva lika, torej moški in ženska, ki sem jih ustvaril sem jih dejansko, da predstavljata vse moške in vse ženske na svetu kot idealni par, torej nekaj, k čemu težimo, da bi bil partnerski odnos idealen, da bi v tem svetu, da se ne bi trpinčili, da ne bi trpeli zaradi tega, ker nam je nekdo povedal, da moramo trpeti na tem svetu, da lahko uživamo in v resnici, kar je še najbolj pomembno pri tantri, je torej naloga tantrika oziroma par, ki sta v tantričnem odnosu, je, ko dosežeta popolno ekstazo, blaženost, je naslednja naloga širiti to navzven. Bodi si s tem, ko prakticirata, ker se ta energija širi na celo družino, na družbo, na službo, torej povsod, torej to, zaradi tega, ker namen tistega, ki se poda v jogu, je običajno doseči to stanje božanskosti, nirvano, oni rečejo, in da se znebijo ponovnega vračanja na zemljo, zaradi tega, ker veliko teh sistemov filozofskih pravi, da je zemlja ni dobra, da je zemlja trpljenje in tako naprej. Tantra pa pravi, zemlja je dobra, telo je dobro, telo je najvišja stopnja manifestacija božanskega in kot takšna je dobra. In zakaj se ne bi vračal na zemljo, če je pa tako čudovito tukaj? To se pravi, glede na povedano, da tantrični ljubimci oziroma tisti, ki so se popolnoma izpolnili s tem, tudi vplivajo na okolje. Mogoče bi bilo dobro kaj takega v današnjih časih predlagati našim voditeljem, vodilnim v naši družbi in bi mogoče koristil tantrični odnos, da bi bolje vplivali na okolico? Ja, v šali pravim, torej, če bi se v parlamentu vsaj 10% ukvarjalo s tantro, se ne bi prepirali, sigurno, zato ker bi širili to blaženost, to filozofijo, ta odnos, ker se odnos v celoti se izboljša, v celoti. Drugo, če pogledamo samo družino, torej, če mati in oče prakticira, če sta v tantričnem odnosu, spet poudarjam, spolnost je samo en mali del tega tantričnega odnosa, ampak v čistem odnosu, popolno združena, spoštljiva, enakovredna, kar je zelo pomembno, potem to vpliva tudi na otroke, saj otroci živijo v nekem stanju, če gledamo samo energijsko, to so vibracije, ki so prijetne, ki jim omogočajo, da sebe realizirajo, da so bolj kreativni, bolj samostojni in tako naprej, ne? Torej, to je zelo pomembno, bi rekel, ta tantrični pristop v celotni sferi našega življenja, dela, delovanja. Na koncu koncev dva sta lahko v tantričnem odnosu, tudi če se ne gresta spolnosti.
Zaradi tega, ker v knjigi to opisujem, možen je prenos spolne energije med dvema, kroženje in stopnjevanje te energije, tudi če telesno nista skupaj, če sta blizu ali pa če sploh nista v nekem vidnem polju, lahko je eden v Ameriki, eden tu in se gresta v tantričnega odnosa. Ja, spostavita hologram in postavita hologram. Virtualni zoom. Duhovni zoom. To je nekaj, kar je sicer v kvantni znanosti je hologram kot takšen, to je nekaj normalnega, o čem se pogovarjamo. Jaz to poskušam uvajati tudi v tantru. Ok, pa deva čist praktično. Recimo imamo nek par, imata med seboj tudi nekaj težav in se odločita, da bi zdaj rada to izboljšala preko. Kako ne se sploh lotita, kje naj najdete učitelja? Nikoli še nista meditirala, nimata pojma o tem. Torej, če bi rekel, da najprej preberete to knjigo, jaz osebno bi se podal tudi v branje literature, ki je na voljo, torej v našem prostoru. Torej, da prebereš več, da vidiš več različnih pogledov. Potem pogledaš, morda danes je na YouTube veliko teh predavanj, razlag in tako naprej, in potem poiščem učitelja. To je sicer v našem okolju je zelo problematično najti učitelja tantre, zato ker jih je zelo malo, pa je težko, malo verjetno, da pridete do njega. Zakaj se zdi, če samo za intermezzo, ali se samo meni to zdi, ampak zakaj so vsi učitelji večinoma moški? Gre tukaj za moško energijo, ki bolje uči? Ne, te gre za ravno tako, torej za nerazumevanje, namreč izvorna tantra uči, da sta moški in ženska enakopravna. Torej 7000 let pred našim štetjem sta bila moški in ženska ravnopravna. Ženske ste to ravnopravnost zgubile šele pozneje, ko so se vzpostavljale recimo v Indiji, ko je prišla arijska rasa na oblast, ko je vzpostavila različne indijske filozofije, jogu in tako sankhya in tako naprej, ko so se ustvarili recimo pred 600 let pred našim štetjem so se začele formirati veliki verski sistemi. In če pogledate danes, vsi verski sistemi veliki pravzaprav dajajo primat moškemu, je ženska v drugem planu na nek način. Zakaj je to tako? Eno je ta izvirni greh v krščanstvu, ker pravi, ženska je zemeljska, ženska je umazana in zaradi tega, torej umazana v smislu, da ni čista v duhovnem smislu in zaradi tega je manj vredna kot moški. Ne? In to se verjetno ne bo kar tako spremenilo, kljub temu, da ste ženske dobile v družbi, vsaj na zahodu, relativno ravnopravnost, torej vas upoštevamo, ampak jaz v šali pravim ne zaradi tega, ker se je naša zavest toliko spremenila, ampak zaradi tega, ker ste postale ekonomsko neodvisne in ste lahko enakovredne nam. Ne? Tako da ravno to v knjigi opisujem, ne, da je ta Meta, ki je postala tantrik, ki je prišla torej s svojim partnerjem do popolnega zlitja, da je njena naloga, ona odide v svet z nalogo, da začne širiti tantro. Seveda, ni nujno, da bo takoj začela delati tečaje, ampak bo širila na ta način prvo, da bo ona izžarevala to energijo, da bo ona širila to filozofijo, da bo ona na lastnem primeru pokazala, da je lahko nekdo, ki se ukvarja s tantro, da je boljši človek, da je pravzaprav, da več prinaša družbi, da je bolj kreativen, bolj sproščen in bolj zdrav. Vedno moramo imeti tudi nekje v ozadju razmišljati o tem, da vsak, ki je v popolnem ravnovesju, tako znotraj sebe kot v paru, da je tudi bolj zdrav. Torej, več energije ima, višje vibracije in je bolj zdrav. Se lahko s tantro potem tudi pozdravimo kakšnih bolezni? Vsekakor bi se dalo pozdraviti. Ne? Ena pomembna zadeva, ki jo skozi knjigo torej večkrat poudarjam, je, da sama tehnika, če vzamemo samo kroženje energije v tako imenovani mali orbiti, torej energija kroži po hrbtenici navzgor in po prednji strani navzdol, da ta energija, ko se začnemo ukvarjati s to tehniko, da ta energija okrepi simptome na tistih mestih, kjer imamo težave. Torej se ukrepi. Dokler smo na nizki ravni energije, lahko imamo težave, vendar se te težave ne pokažejo tako močno kot takrat, ko imamo več energije. Namreč
Pogosto ljudje mislijo, več energije pomeni avtomatsko tudi boljše počutje. Ne, včasih to pomeni, da pridejo na površje simptomi, ki so bili na nek način prikriti, in ko imamo dovolj energije, potem to eskalira. Če samo dajem primer, ker smo pač na tem področju spolnosti, ženske, temu rečemo, mi to razlagamo, torej, in tako v knjigi razložim po čakrah, torej psihoenergijskih centrih v našem telesu, torej drugi, ta center čakra je povezana, torej daje energijo, podpira in je povezana z spolnostjo, s kreativnostjo, na koncu koncev za razvoj vrste, da lahko ustvarimo otroka. Če ima ženska pri tem težave zaradi tega, ker ima shranjene travme iz preteklosti, tudi včasih iz prejšnjih življenj, zaradi spolne zlorabe, zaradi abortusov, zaradi morda je imela kakšne druge poškodbe, kakorkoli je to shranjeno v našem energijsko-informacijskem polju, ko pride večja energija, je to potrebno razčistiti. Zaradi tega bi bilo dobro, jaz to poučujem v šoli za bioterapevte, da terapevti najprej morajo iti sami skozi to, potem pa tudi, da znajo človeku, ki se poda na to pot, ko se pojavijo težave, da ga znamo razložiti, ozavestiti in ga peljati skozi proces razreševanja težav, da bi energija stekla. Pa je kakšna razlika med žensko in moško energijo ali zgolj v blokadah? Ja, seveda je energija sama kot taka, ona je nevtralna, vendar mi, moški in ženske, torej damo tej energiji neke značilnosti. Torej, ženska energija je tista, ki je bolj umirjena, ki je povezovalna, ki je ženska, torej to energijo zbira, moški ima pa bolj agresivno energijo in z namenom določi smer tej energiji. Ampak moški mora biti v moški energiji, da da namen tej energiji. In šele, ko sta moški in ženska, torej v velikem razmiku, torej ženska v zelo močni ženski energiji in moški v zelo močni moški energiji, takrat nastane tudi fizikalno gledano napetost, naboj med njima in se združujeta in sta potem kreativna, bodisi da ustvarjata novo bitje ali pa da prakticirata recimo odnos, tudi čisto navaden odnos, ki ga večina ljudi spolni, ki ga prakticirajo, torej, da to izvajata, ali pa nadgradnja, torej tantrični odnos, dviguje ta potencial te energije in ta energija, ko se potem uporabi za kroženje po telesu, za dovajanje posameznim organom, ta energija krepi zdravje, izboljšuje delovanje imunskega sistema. Ne? Ja. Torej, bi lahko danes, bi lahko Okamot javno povedal, prakticirajte tantro, da izboljšate svoj odpornost proti virusu. Ne? Super. Wow. Namesto da nosimo maske, se ljubimo v tantri. No, ne bi rekel, da ne bi nosili maske, jaz mislim, da vseeno jih moramo nositi, ampak pomaga pa vsekakor. Če nič drugega, psihološko se boljš počutimo, ko nosimo maske. Ne? Ja. A je to, po vsej verjetnosti smo tudi bolj zaščiteni, ampak poudarek bi bil pa na tem, da se boljše počutimo, da imamo več energije, da izžarevamo to energijo, potem smo karizmatični. Karizmatični je nekdo, ki ima blazno veliko energije, ki jo žari v okolje in potem je dober za okolje, tudi če nič ne dela, če samo sedi nekje. In če imate enega takega v družini, to je že, bi rekel, dodana vrednost tej družini, torej nekoga, ki meditira, ki se ukvarja s tantrom. Kaj pa komplementarni partnerji, Edo in Meta sta komplementarna partnerja, ti naj bi imeli še več energije med seboj? Edo in Meta sta komplementarna partnerja, torej ta koncept komplementarnosti torej je koncept, ki pravi, da sta dve duši, moška in ženska, ki izhajata iz skupne duše, androgen, torej ki nima spola in je v pasivnem stanju, je program za človeka, in ko se te dve duši ko se ta duša razdeli na moški in ženski aktivni princip, ki se utelešata v moškemu ali ženski in šele takrat dodajata
torej ta spol, moški in ženske, seveda ni velike razlike med njima, ampak razlika pa je bistveno bolj v tem, kako se udejanjata. Seveda, moški in ženska mora vsak znotraj sebe, imamo moški in ženski princip, ki ga moramo uravnovesiti, ampak jaz kot moški navzven delujem na moški način, ženska pa na ženski način. In takrat smo tudi to prispeva k temu, da smo idealni par, ne? Včasih imamo problem, predvsem moški, namreč če se dotaknemo nazaj tantre, torej moški, ki nima dovolj moške energije, torej fiziološko gledano nima dovolj testosterona iz nekega razloga, to je treba tudi pogledati, če tega ni dovolj, torej težko deluje na moški način. Moški način je pa jasno, odločno, z namenom prevzeti odgovornost. To je pa tudi, mislim, da tudi ti verjetno se strinjaš kot ženska, da takšen moški, ki ima jasen namen, ki je odločen, ki se drži obljub in tako naprej, da je to pravi moški. Ja, recimo. Ja, vsekakor, ja. Vsekakor. Ja. Samo se mi zdi mogoče v tej družbi večji problem kot to, da moški ne bi bil pravi moški, morda ne v tej družbi, ampak na splošno, če se na hitro samo te teme še dotakneva. Pišeš tudi, da imajo ženske, ne bi imele več energije, da so ženske tudi močnejše. Zakaj so potem tokrat ženske v bistvu nekako glih predmet te moške agresije, te moške nasilnosti, ko moški niso v taki koži, kot si prej opisal? Si lahko pomagamo? Moški, ponavadi je tako, torej moje terapevtske izkušnje, pa mislim, da to teorija tudi podpira, da moški, ki je znotraj šibak, ki se ne počuti varno, ki ima občutek manj vrednosti, ki je tudi v odnosu do ženske, kajti moški imajo slab občutek, če živijo z žensko, ki je močnejša od njih, ne? Torej ženske, če imate močnejšega moškega od sebe, nimate s tem težav. Moški pa, če imamo močnejšo žensko od sebe, a to je pogosto, zato ker ženske ste biološko že močnejše. Ne? Če imate zraven takega, nas je strah, smo negotovi, ne vemo, a se bomo uspeli dokazati, ne vemo, a smo enakovredni. Na koncu koncev tudi, če se dotaknemo, torej gremo na tantro, na spolnost, torej moški smo omejeno funkcionalno sposobni, gledano v času. Torej, smo omejeno sposobni, ženske ste tu nad nami zelo daleč. Ne? In ženske lahko tudi v spolnosti, torej v nekem partnerskem odnosu, lahko tudi igrate, da ste pripravljene za neko igro, pa naj bo to tantrična ali pa čist navadna, mi ne moremo igrati. Torej mi, če nismo funkcionalno sposobni, nimamo kaj pokazati, se lahko samo obrnemo, oprosti, draga, drugič bo boljše. A ni tako? Ja. Vidim, da napisali ste knjigo, očitno se spoznate na te stvari. Zanima me še nekaj, v knjigi opisujete žensko doživljanje. Ja. Meta opisuje svoje doživljanje. Ste imeli tukaj kaj pomoči od ženske ali sami tako vidite v žensko dušo? Dobro vprašanje. Namreč, ko sem preštudiral večino meni dosegljivih knjig z tega področja, sem opazil eno za mene veliko pomanjkljivost. Moški pišejo te knjige in moški pišejo tudi v imenu žensk, kako se počutijo. Ja. In zaradi tega sem jaz temu dodal nekaj več, torej da ženska opisuje ženske izkušnje v ženski energiji, da bi to bilo verodostojno. Namreč knjiga, ne samo moja, vsaka knjiga, ki je zapisana, v njej so shranjene energije avtorja. In te energije, ko nekdo bere, če je prisoten pri temu, če se poglobi v to, je deležen teh energij. Pa tako, torej, to knjigo, ko se bere, recimo, imam veliko odzivov na to. In ena gospa mi je napisala, pravi, tudi do sedaj nisem bila bog ve kaj zainteresirana svojim dragim, da gremo v poslo, zdaj pa preberem nekaj strani knjige in sem njegova. Lepo povedano, lep odziv. Ja, v hecu sem rekel, da torej knjiga je res večji poudarek je na ženski, na pomenu ženske, ženski energiji in seveda moški, ki je učitelj, ampak učitelj spreminja tudi sebe. Torej učitelj, ki je prišel iz tistega, bi rekel, surovega
surovega načina doživljanja seksualnosti in tudi tantričnih praks se je potem skozi učenje Mete se je spreminjal, se je zgodila ta alkemična sprememba pri njemu in je tudi postal bolj mehki, torej je postal drugačen. Torej, definitivno branje te knjige spodbudi marsikaj znotraj, če nič drugega, da poiščejo bralci potem po virih, kje je še kaj bi lahko oni naredili, kje se nahajajo, ali so pripravljeni tudi oni iti na to pot, morda zainteresirajo tudi partnerja, ne? Velikokrat je problem, da ravno da eden v partnerskem odnosu je za to, drugi pa ni za to. Vendar. Meta si rešitev najde pri ljubimcu, recimo, ne pri možu. Ja, najprej, ampak potem, proti koncu knjige, ker je Meta ima moža. Se pa njen odnos z možem zelo, zelo zboljša. Izboljšal se je odnos z možem in na koncu je tega ljubimca pustila, sta šla vsak sebi kot dva učitelja, popolne zlitju učitelja tantre v ljubečem odnosu, v čisti ljubezni. Torej, no, mogoče bi za konec povedal še, kaj je ljubezen. Torej, po tantrajama budizmu pravi, če nekoga ljubiš, ga ne vežeš na sebe, če nekoga ljubiš, mu daš svobodo. In to se zgodi na koncu knjige. Res je, lep zaključek. Mislim, da nimamo več kaj za dodati, še kakšno misel? Ne, mislim, da karkoli bi povedal, se ne da opisati. Potrebno je prebrati knjigo in si vzeti čas. Tako da se še poglobiti v kakšno drugo literaturo. Vsekakor lahko gledalcem zaželiva veliko užitkov ob branju takšnih in drugačnih in lep večer. Ja, tudi z moje strani pozdravljeni.